Če se spomnite uvodnih lekcij, veste, da je video sestavljen iz veliko različnih stvari, ki vsaka po svoje vpliva na končni izdelek. Eden od teh elementov, ki ima svoj vpliv, je tudi izbira lokacije. Poglejmo si najprej, kakšno lokacijo izbrati, da bodo naši posnetki tehnično kvalitetni. Prva stvar pri izbiri je, da izberemo prostor, ki bo imel čim manj motečih zvokov. Kateri so te moteči zvoki? To je lahko promet, lahko je zvonjenje. Dobro se je izogniti svetlobi iz hrbta in pa zvonjenju. Lahko je otroški jok, glasovi ljudi. Konec koncev tudi obvestila na telefonu, zato je dobro pred snemanjem telefon dati v način letenja. Seveda, vsem tem zvokom se ne moramo vedno in povsod izogniti. Pač iščemo, kaj lahko v konkretnih razmerah naredimo. Če se ne moramo povsem izogniti, je vseeno dobro, da saj poiščemo en malenkost bolj miren kotiček, kjer se ne bo toliko slišalo otrok, kjer bo mogoče par metrov dlje stran od prometa in bo že to pomagalo, da bo posnetek kvalitetnejši. Druga stvar je, da poiščemo prostor, ki bo primerno osvetljen. Ja, preden greste vsi ven na sonce, ni nujno, da je direktna sončna svetloba najboljša. Primerno osvetljen pomeni, da prostor ni pretemen. Taka je slika, če snemamo v pretemnem prostoru. Ja, to je ena od stvari, na katero moramo paziti, ker drugače bo pač slika pretemna, ali pa če bomo želeli, da je bolj svetla, bo pač zrnasta, ker bo občutljivost senzorja toliko večja. Paziti pa moramo tudi, da ni prostor presvetav. Tudi to je lahko včasih problem, ker potem dobimo spet sliko, ki je taka bela, prežgana in jo tudi v montaži ne moramo potem kaj dosti popraviti. Izogibati se moramo tudi direktni svetlobi, se pravi, če snemamo na direktnem soncu, kaj se zgodi? Videli bomo, da imamo potem zelo očitne sence pod očmi, pod brado in drugje, ki so moteče in ki se jih tudi v montaži težko popravi. Zato je precej boljša difuzna svetloba oziroma svetloba v kakšni senci, pa tudi sicer je dobro se čim bolj izogibati prevelikim kontrastom. Ja, boljše kamere lahko tudi iz tistih kontrastov še potegnejo neke dobre informacije ven, ampak za telefoni pa prav v takih razmerah ponavadi odpovejo. To pomeni, da bojo pač eni deli slike bodo prežgani, bojo čist beli, ne bo nobenih detajlov gor, drugi deli bojo pa pretemni, pa spet ne bo v redu. Skratka, dobro je, da najdete en kader, kjer bo celota slike primerno osvetljena. Pa brez skrbi, to boste pač tudi z vajo videli, boste lahko preizkusili, pa boste videli, kdaj je slika primerno osvetljena in kdaj ne. Kako pa lokacija vpliva na vsebino? Predvsem na simbolni ravni. Precej razlike je, če boste snemali recimo v knjižnici, če boste snemali na ulici, v gozdu, v cerkvi. Menjavanje lokacij pa lahko postane tudi moteče. Zato premislite, ali je treba menjati lokacijo ali ne. Zdaj, če imate katehezo, kjer govorite o Mariji, ni treba zaradi tega nujno snemati na brezjah ali pa dodajati slik z brezji. Lahko se tudi na drugačne načine to sporoči. In ko smo že ravno pri motečih stvareh, precej vpliva tudi to, kaj imamo za sabo. Sam, kot vidite, snemam pred belo steno, zaradi tega, da bi bilo teh motečih elementov čim manj. Dobro pa je, kadar snemate, oziroma preden začnete snemati, da pogledate kader, da pogledate, a so tam nekje ravno ene gnojne vile na vrtu zapičene, ali ali sosedje perilo obešajo, ali je kakšna druga stvar, ki bi zmotila in bi preusmerjala pozornost od sporočila, ki ga želite posredovati. Za konec pa še nekaj o kadriranju, oziroma o tem, kako zdaj na to sliko, ki jo bomo snemali,
razpostaviti stvari. Osnovno pravilo, ki ga verjetno že nekateri med vami poznate, je pravilo tretjin. To pomeni, da preprosto sliko razdelimo na videz na tretjine in poskusimo zdaj na presečišča teh tretjin dati tiste stvari, ki so najpomembnejše. In kaj je najpomembnejše? Kadar govorite, kadar razlagate, ste to pač vi. Oziroma bolj natančno, vaše oči. Prosim, tukaj ne zdaj iti z metri meriti, da boste točno na tretjini, pač to je okvirno. Ampak ja, boste rekli, Rok, zakaj si pa pol ti zdaj ves čas na sredi? Ja, pravilo tretjin je, tako kot večina pravil v umetnosti, tukaj zato, da nam pomaga, lahko se ga pa pač tudi krši, če imamo za to dober razlog. Tukaj, zakaj sem jaz na sredini, sta dva razloga. Zdaj, če bi se postavil na stran, bi slika precej visela in ne bi bilo preveč prijetno za gledati. Drugi razlog pa je tudi ta, da če frontalno podajamo ene vsebine, s tem, ko se postavimo na sredo, tudi se lažje fokusiramo, tudi lažje gledalci spremljajo in sledijo temu, kar govorimo. Nekaj več razlag o tem, zakaj uporabljati pravilo tretjin in kako ga uporabljati, najdete tudi spodaj med dodatnimi gradivi. Tako, zdaj nas pa ločijo samo še pokrivni kadri, potem pa gremo na montažo. Se vidimo v naslednji lekciji.